Prehajamo na 13. točko, predlog odloka o poimenovanju ulice Edvarda Peperka, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 22, predlagatelj župan, poročevalka pa dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite. Hvala lepa. Na komisijo za preimenovanje ulic je prišla vloga, da bi eno izmed ulic poimenovali po Edvardu Peperku. Edvard Peperk je bil rojen v Kamniku, med vojno za Slovenijo bil pripadnik teritorialne obrambe in eden od prvih padlih slovenskih vojakov, ki so leta 1991 branili samostojno Slovenijo. Pri Trzinu je skupaj s soborci skušal zaustaviti nasprotnika, na žalost je prišlo do oboroženega spopada, v katerem je bil hudo ranjen in za posledicami ran tudi kasneje umrl. V spomin na njegovo predanost domovini in obrambi njene suverenosti so pred časom poimenovali eno izmed slovenskih vojašnic, v občini Trzin pa so ob 30-letnici njegove smrti za vojno za Slovenijo odkrili spominsko obeležje. Leta 1992 je posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije. Glede na to, da je komisija za preimenovanje in imenovanje ulic to v bistvu vlogo obravnavala, je pridobila tudi vsa potrebna soglasja, ki so tudi priložene gradivu. Ta ulica, in v bistvu smo se pa potem odločili, da bo poimenovanje nove ulice šlo v območje OPPN KA23 Poljane. Tu v bistvu še nimamo nobenih hišnih številk, tako da ne bomo z tem preimenovanjem bremenili proračuna, ker v bistvu, če gre za preimenovanje ulic, mora pač občinski proračun kriti tudi vse stroške preimenovanja teh vseh osebnih dokumentov. Za preimenovanje oziroma za poimenovanje ulic smo pa dobili tudi soglasje svojcev, pozitivno mnenje krajevne skupnosti ter vse v bistvu mnenje ljudskih uprav, da je ta v bistvu poimenovanje tudi dopustno oziroma smo tudi dobili pozitivno mnenje. Gre pa v bistvu za to območje Kamnik Poljane, kjer se v bistvu pred leti sprejel OPPN in se v bistvu bodo te nove hiše v primeru sprejetja pač poimenovalo po našem Edvardu Peperku, našemu krajanu. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Anton Iskra. Anton, nas slišimo vas, oziroma izvolite besedo, Anton Iskra. Pozabil sem mikrofon prižgati. Evo, zdaj pa je. Ja. Spoštovani vsi navzoči. Zelo sem se razveselil, ko sem med točkami dnevnega reda v vabilu na to sejo občinskega sveta zasledil predlog odloka o poimenovanju ulice Edvarda Peperka. Obrazložitev, ki jo je pripravila občinska uprava, je ena najbolj navdušujočih, kar sem jih kot občinski svetnik doslej prebral. Hvalevredno je, da se je občina odločila za ta korak in tako po postavitvi spomenika Edvardu Peperku na Kamniških Žalah, kar je storila že v prejšnjem mandatu občinskega sveta in župana. Zdaj še enkrat dostojno počastila spomin na svojega rojaka, ki je bil eden izmed prvih padlih v vojni za Slovenijo. Po več kot 30 letih, odkar je Edvard Peperk padel v bitki z enotami JLA v Trzinu, ker je kot pripadnik teritorialne obrambe branil samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo med jugoslovansko agresijo, je naposled dozrel čas, da se njegovo domače mesto pokloni svojemu rojaku tudi na ta način. Na način, ki je v lokalni skupnosti najbolj prepoznaven, torej s krajevnim imenom ulice kot dela naselja. Tudi izbira same lege te ulice ima globoko simbolično sporočilo. Nahajala se bo na lepem kraju, na območju Poljan, ki se ponaša z zelo lepo lego in čudovitimi razgledi
kakor je lepa domovina, rodna gruda, ki jo je Edvard Peperko branil za ceno svojega mladega življenja. Vsekakor bom pri tej točki glasoval za, ker je bil moj kolega. Hvala, Tone. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Moram tukaj ob tem predlogu reči, tako kot je povedal že moj predhodnik, da sem zelo vesela, da je ta točka prišla na dnevni red. Vesela sem bila že takrat, ko mi je Franci sploh omenil, da se o tem razpravlja, ker menim, da je to edino pravilno in tudi prav. Bom pa še tako rekla, kot je Tone rekel, midva sva bila tudi sošolca pri Veruku, sva generacija in moram reči, da se mi zdi prav, da počastimo tudi na ta način njegov spomin. Hvala. Hvala. Besedo ima Ivanka Očakar. Še enkrat hvala za besedo, gospod župan. Pridružujem se predhodnikoma. Že ko smo na krajevni skupnosti prejeli obravnavo za soglasje, smo se vsi strinjali, da je res že čas in smo bili veseli tega predloga. 30 let je, odkar je Edo Peperko umrl. To, da dobi svojo ulico, se bojo vsi, ki bodo doživeli tam, tisti, ki bodo hodili mimo, je obeležitev v njegovem rojstnem mestu res taka, kot je na mestu. Če sta predhodnika govorila predvsem o Edu kot svojem prijatelju, znancu, je pa meni v spominu hči, ki je kot 2 let staro dete izgubila očeta in pravzaprav se na tak način spomin ohranja na njega naprej in bo tudi ona imela neko zadoščenje, tako da res podpiram, da smo se odločili, da se bomo odločili, da ulico poimenujemo po Edu Peperku. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Žan Potočnik. Ja, lep dober večer še enkrat z moje strani. Moram reči, da jaz za razliko od predhodnikov gospoda Peperka nisem poznal, ker sem premlad. Mi je pa vseeno, bom rekel, spoštovanjem spremljam to točko, ker se mi zdi, da je pač to naša zgodovina in se mi zdi prav, da gospoda še enkrat tako počastimo, tako da se mi zdi to edino pravilno in seveda bom to točko podprl. Hvala. Hvala. Besedo ima Natalija Belec. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala lepo za besedo, gospod župan. Ja, zelo sem vesela, da je tale točka na današnji seji. V bistvu sem bila zelo vesela, da je kolega Franci pristopil k temu, da izbira vso potrebno pravzaprav dokumentacijo in da je temu prisluhnila tudi občina. Vsekakor, kot je rekel gospod Iskra, da je dozorel čas, jaz mislim, da je sicer dozorel čas že zdavnej. Predvsem z tega stališča, ker je bilo lansko leto v občini Trzin, ob njegovi 30-letnici njegove smrti, v bistvu postavljeno neko spominsko obeležje pri nas kot Kamnik, pa mu nismo pravzaprav ničesar dali ali pa, da bi lahko naši zanamci se pravzaprav spominjali nanj. Dal je v bistvu največ, kar je lahko dal in to je njegovo življenje. In zdi se mi prav, da ima tudi Kamnik po njem poimenovano ulico. Zato bom seveda predlog z veseljem podprla. Hvala. Hvala. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala lepa, župan, za besedo. Kot je Žan omenil, smo nekako generacijsko bližje. Pokojnika Eda Peperka nisem poznal, poznam pa dodobra njegovo žrtev za domovino. Poznal sem poznam njegovo hčero, torej Petro. Mislim, da je to eno najboljše darilo, predvsem za vse nas, da upravičimo, da življenje ni zaman, da se je boril za tisto, čemur mi danes uživamo, to je v samostojni neodvisni Sloveniji. V luči glasu, ki ga bom absolutno namenil za in me veseli, da je to danes na dnevnem redu, bi želel pri podobnih situacijah, vem, da te niso tako pogoste, pa vendarle sem morda pogrešal
da se prej skliče sestanek bodisi svetniških skupin ali pa večjih deležnikov, da se preučijo možnosti. Danes, glede na gradivo, ugotavljam, da je bila izbrana najboljša možnost, pri čemer bi pohvalil poročevalce in pa tiste, ki so pripravljali ta predlog, da ne gre za preimenovanje, kot je bilo uvodoma povedano. Dovolite mi, da v parih stavkih zaključim svojo misel oziroma stališče z načinom, da se je Edvard Peperko boril za to, da danes uživamo v blagostanju samostojne in neodvisne države. Predvsem se je boril za to, da vsi družbeni sistemi delujejo tako, kot bi mogli. Danes žal smo priča tudi tem, da se demokracija dojema drugače, kot jo je dojemal Edvard Peperko in vsi njegovi soborci, ki so dali življenje za to državo. Zato je pomembno še toliko bolj, da se teh ljudi tudi v teh težkih časih za razvoj družbe in demokracije spominjamo na način, pa če je to tako, da jim podelimo ulico, absolutno za. Tako da še enkrat več pohvale za predlog in pa naj bo to v opominu vsem nam. Hvala. Hvala. Še kdo? Sedem je Igor Žavbi. Hvala lepa še enkrat za besedo. Naj uvodoma povem, da bom glasoval za ta predlog. Tudi ko mi je Franci povedal, da razmišljajo o tem, sem takoj rekel, da bom zadevo podprl. Pogrešam pa v obrazložitvi to, da občina Kamnik se je na nek način Edvardu Peperku že poklonila s tem, ko mu je postavila spominsko obeležje, najprej na Samčevem prehodu, ker je bila takrat malo manj primerna lokacija. V prejšnjem mandatu je bil spomenik potem prestavljen na Žale, kar se mi zdi absolutno boljša lokacija, in pogrešam to. Na nek način smo se mu že poklonili, seveda bomo pa s poimenovanjem nove ulice to samo še nadgradili. Kot sem rekel uvodoma, absolutno. Hvala. Preden zaključim razpravo, bi se sam iskreno zahvalil Franciju Spruku kot pobudniku te ideje, da je dejansko zelo otvorno in tudi razumsko pristopil k situaciji in dejansko najde najboljšo rešitev. Tako da, Franci, hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o poimenovanju ulice Edvarda Peperka v prvi obravnavi. Predlagatelj najprej pripravi predloga odloka za drugo obravnavo, upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Karmen Dergan. Za. Anton Iskra. Ja. Alenka Jevšnik. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markel. Ives Matjan. Ja, za. Duško Papež. Za. Božo Pilej. Židar Pilej. Ančko Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Janez Rifel. Za. Edis Rujovič. Za. Tija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Tone Smlikar. Franci Spruk. Za. Marko Šarec. Za. Mojco Škraba. Za. Vanko Čakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Zaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Igor Žavbi? Ni. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.